Pozdravljeni, moje ime je Tjaša Jazbec, sem vodja oddelka za razvojno območnost v Koprski knjižnici. V Koprski knjižnici razvijamo dve kompetenčni vsebini. Prvi je portal Dobre knjige, ki ga bo potem predstavila kolegica iz Nove Gorice. Zdaj pa se bomo osredotočili na drugo kompetenčno vsebino, in sicer opredelitev in razvoj delovanja splošnih knjižnic za dvig informacijske pismenosti z elementi digitalne, meta in medijske pismenosti. Najprej, zakaj sta informacijska in medijska pismenost tako zelo pomembni? Ker informacije letijo na nas z vseh strani, se pa tu postavljeno pomembno vprašanje, koliko jih zares razumemo. Najprej se tudi vam že zgodilo, da ste zasledili neko informacijo, ki je izgledala čisto verodostojno, potem pa se je kasneje izkazalo, da temu ni tako. No, te dezinformacije niso vedno zlonamerne. Če omenim en primer, mogoče vam je znan od lani, za 1. april je zaokrožila šala, je bil ravno tukaj Cristiano Ronaldo na tekmi in so prodajali njegovo posteljo za neke bajne denarje. No in kaj se je zgodilo, dokler je ta novica prišla do tujih medijev, so jo potem povzemali na 2. april, na 3. april in je veljala za verodostojno. Pri nas smo takoj prepoznali, da gre za 1. aprilsko šalo. Če pogledamo nekaj primerov dezinformacij, recimo najbolj znan je mogoče Pizzagate, če ste že slišali zanj. To se je širil med ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016. Je prišlo do neke dezinformacije, da se v tej pizzeriji, vem, zelo nelogično zveni, zbirajo visoki predstavniki politike in tam skrbijo za trgovino z otroki. Čeprav ni imela nobenih temeljev v resničnem življenju, se je začela tako eksponentno širiti. Spodaj je tudi primer znanega politika, ki je to delil. In to je takšen čudovit primer, kako lahko z viralnostjo in z podporo vplivnežev dezinformacija postane resničnost. Kaj se je tukaj zgodilo? Ljudje so se tako uživeli, da je to res, da je en moški vzel puško, stopil v pizzerijo in notri vstopil, češ da bo rešil te otroke. Tako da to ima zelo hude posledice, ima lahko dezinformacija. Tehnologija res napreduje z eksponentno hitrostjo, potem imamo tukaj še algoritme, ki upravljajo naš pogled na svet. Zdaj, če bi vsi mi vzeli svoj telefon pa v Google upisali podnebne spremembe, bi prišli do čisto drugačnih rezultatov. Eni bi videli znanstvene članke, drugi bi videli teorije zarote, kako so podnebne spremembe izmišljene, čemu bi ljudje verjeli, odvisno od tega, v katerem informacijskem mehurčku se znajdemo. Dezinformacije so tako dobro maskirane, da jih je zelo težko prepoznati, zato je tukaj ključno kritično mišljenje. Potem pa imamo še umetno inteligenco s pojavom raznih deepfake-ov. Če si tukaj pogledamo en primer. Mislim, če ne lahko samo razložim, zakaj se gre ni problema. Obljubim, da včeraj še delamo. Ja, ni problem. No, zdaj, če bi delovalo, bi lahko videli govor ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega, ki poziva svoje rojake, da odložijo orožje. Zdaj, veste, da gre za full fake, zato bi bili tudi pozorni, bi tukaj videli, da recimo njegova mimika ne ustreza, pa oči. Če bi bilo pa to objavljeno na nacionalni televiziji, pa avtomatsko pristopimo do teh informacij kot do nekih verodostojnih in nas potem tudi hitreje zavedajo. In če bi bilo to na manjše objavljeno, bi toliko težje opazili, da v bistvu ta obrazna maska ni ravno skladna z njegovim govorom. Lahko si predstavljamo, če bi to eksponentno krožilo, postalo viralno, bi to lahko imelo resne posledice. Tako za državo, kot tudi za vse prebivalce Evropske unije. Z medijsko pismenostjo smo se v Kopru začeli ukvarjati leta 2020, ko smo pristopili k projektu The Glassroom, Misinformation Edition, pod pokroviteljstvom IFLE in organizacije Tactical Tech iz Berlina.
Šlo se je za to, da nekako predstavimo preko interaktivne razstave, ki je bila objavljena v 50 državah, kaj se dogaja z našimi podatki, kako jih potem prodajajo tretjim osebam in kako to vpliva na recimo oglase, ki se nam prikazujejo, skratka zgradijo en naš osebnostni profil in potem na podlagi tega nam spuščajo oglase in nas targetirajo. To se je dogajalo ravno v času koronavirusa. S kolegico Urško Bonin sva takrat delali od doma in poskrbeli za prevod razstave in pa interaktivnih učnih listov, namenjenih mladim v slovenski jezik. Te materiali so še zdaj prosto dostopni na spletu, tako da jih lahko uporabljate pri svojem delu. Potem smo nadaljevali s projektom What the Future Wants, ki je bil prav tako namenjen mladim in je v bistvu jih je skušal poučiti, kako tudi sami pomembno vplivajo na medijsko krajino, s svojimi komentarji, s svojim deljenjem, z ustvarjanjem prispevkov. Sledil je Adel, ki ga je tudi prej omenil kolega Aleš, pa Media Literacy Case for Educators, kjer smo pa želeli za knjižničarje in druge edukatorje pripraviti neka praktična orodja za medijsko opismenjevanje. Zelo nas veseli, da se knjižnice vse bolj prebijamo na področju medijske pismenosti, tako v tujini kot v Sloveniji. Zdaj smo opazili, da so nas tudi drugi prepoznali kot kakovostne partnerje in nas že sami kontaktirajo za bodoče projekte, kar je res super, ker knjižnice imamo širok dostop do ljudi, uporabniki nam zaupajo, kar v letu 2025 ni tako samoumevno. Poleg tega pa smo nekako prva baza pri iskanju informacij. Povezujemo se z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, nevladno organizacijo PINA, Public Libraries, Centrom za preiskovalno novinarstvo Oštro, Adel, s fakultetami, tako da res združimo naš dostop do informacij z znanjem iz stroke. Če želimo učiti medijsko pismenost, moramo najprej razumeti, kaj to sploh je. Na grobo rečeno vključuje 3 vidike. In sicer uporabo medijev, torej da znamo uporabljati različne digitalne platforme, aplikacije, da razumemo, kako delujejo algoritmi in da poznamo različne načine dostopa do informacij. Potem je tu kritično mišljenje, to poskrbi, da v bistvu vse te informacije, ki smo jih našli, znamo tudi kritično ovrednotiti in pa ustvarjanje medijskih vsebin. Če želimo kritično vrednotiti informacije, moramo obvezno poznati in razumeti, kako te informacije nastajajo in katera orodja se uporabljajo za medijsko manipulacijo. Če recimo omenim samo nekaj primerov, ki bomo potem videli v praksi, bi izpostavila framing, to pomeni, kako je novica predstavljena in kaj je postavljeno v ospredje. Potem imamo spine, torej tiste obrate v novici, ki jih lahko predstavimo tako, da podpirajo določeno ali vladno stran ali mnenje, pa potem senzacionalizem, pristranskost, fotografije, videoposnetke. Tle ne govorim samo o umetni inteligenciji. Vi imate lahko pristno sliko, ki jo objavite pod en članek, to vpliva na to, kako vi ta članek dojamete, dejansko pa fotografija vzeta iz čisto enega drugega konteksta. Če si pogledamo tukaj primere, tale prva slika s krstami vam je najbrž še znana, spomin je še svež na koronavirus. No, kaj se je tukaj zgodilo? To sliko so namreč delili tako uporabniki, kot tudi znane medijske hiše. Šlo je za to, da ne bi prikazali, koliko mrtvih je bilo v enem dnevu v Bergamu. Potem pa se je izkazalo, da je ta fotografija nastala leta 2013, ko je prišlo do brodoloma migrantov, jih je umrlo več kot 370 in potem, ko se je to širilo, je to veliko pripomoglo k povzročanju panike. Potem imamo recimo na desni sta primera 2 člankov, ki obravnavate isto temo. Tukaj je vidna izrazita pristranskost. Pa vam dam minuto, da si preberete oba naslova. Če se ne vidi zadaj, prvi je Italijani podprli zakon o kaznovanju nadomestnega materinstva v tujini, torej precej objektivno napisano. Drugi pa je Melonija bi pristvigla peruti kriminalni dejavnosti nadomestnega materinstva. Kakšen vpliv, kaj vam vzbudi, kakšna čustva, zelo različna. Jezik je tudi zelo pomembno orožje, dobesedno orožje, ki ga uporabljajo mediji. Recimo izbrala sem 2 povedi, ki bi lahko predstavljali isto stvar.
Prva, aktivisti so se zbrali, da bi izrazili svoje nestrinjanje z vlado. Aktivisti so tašno nekako pozitivna konotacija, ne? So se zbrali, izkazuje neko demokratično izražanje nestrinjenja, medtem ko nasilneži, avtomatsko negativna konotacija, so udrli na trg, nezakonitost, agresija, da bi se spopadli s policijo, pa je precej nadzorno. Tako, nekaj primerov, da vidimo v praksi, kako to poteka. Da bi knjižničarjem olajšali uvajanje informacijske pismenosti, smo leta 2023 zasnovali posvet Infoverzum. Informacijska pismenost je res zelo široko področje in jo je nemogoče naenkrat predstaviti. Zato vzamemo recimo teme, ki so bile značilne, ki so oblikovali trenutni medijski prostor, mogoče sledimo novostim iz knjižničarske stroke svetovnim. Prvega smo zasnovali leta 2023. Veste, da 2023 je zaznamovalo en preboj generativne umetne inteligence, ki je po svoje prinesel navdušenja, po drugi strani pa skrbine. Kaj se zdaj dogaja z našimi podatki, v kakšnih informacijskih mehurčkih smo se znašli, kakšen je problem avtorstva, človekove ustvarjalnosti. Tako da smo zbrali različne strokovnjake, ki so nam nekako vsak na svoj način predstavili problematiko umetne inteligence. Leta 2024 smo se premaknili iz tega, kdo ustvarja informacije, na prejemnike informacije, torej na medijsko pismenost. Želeli smo prikazati vlogo jezika, kako prepoznati lažne novice. Pridružile so se nam kolegice iz Centra za preiskovalno novinarstvo Oštro, ki so potem pokazale konkretne postopke za preverbo. Še to. Anketa evalvacijska je pokazala, da delamo na pravi poti, da smo na pravi poti, ker so nam podelili 9,6 od 10 točk, s čimer smo bili zelo zadovoljni. Je pa pokazala tudi neke ključne detajle, ki smo jih vzeli v ozir. In sicer veliko udeležencev je povedalo, da je bila udeležba v Kopru otežena zaradi geografske razdalje, ki prinese s sabo tudi stroške. Zato smo se odločili, da bo letos Infoverzum potekal ciklično prek spleta in sicer ob 12. uri, ko sta ponavadi tam obe izmeni, kar je že prej kolegica omenjala, v trajanju 90 minut, tako da upamo, da bomo s tem res približali te vsebine čim širšemu krogu naših uporabnikov, knjižničarjev. Naš cilj je opremiti knjižničarje z orodji, ki jih lahko takoj uporabite pri svojem delu, brez neke vnaprejšnje priprave. Ker vemo, vsaka bibliopedagoška ura terja ogromno časa. Naštudirati literaturo, pripraviti predstavitev, pripraviti mogoče kakšno interaktivno vajo. Zato smo se odločili, da vzpostavimo spletno stran infoverzum.si, ki bo objavljena kmalu. Tam boste lahko našli kvize, interaktivne učne liste, ki sem jih omenila že prej tudi iz prejšnjih projektov, in pa seveda delavnice o medijski pismenosti. Te delavnice so zasnovane tako, da so že vnaprej zvočno posnete, tako da jih lahko potem vi samo predvajate, recimo, pa vodite diskusijo z udeleženci, imate pa tudi besedilo napisano, kolikor vam pač bolj ustreza, da sami izvedete delavnico. Vsaka ima notri tudi, kot sem omenila, skupinske naloge. Tukaj sem dala primere dveh, skozi katere potem srednješolci ali pa odrasli na takšen interaktiven način sami spoznavajo medijsko pismenost. Torej, da ni samo tisto golo predavanje. Recimo, na tej spodnji je primer analize oglasa, tako da ugotovijo, kakšne občutke jim vzbuja ritem notri. Dali smo primer ameriške vojske, ko rekrutirajo, ker so ponavadi res takšni močni in ekspresivni videoposnetki in je dokaj očitno, v bistvu, kaj opozarja na, cel čas se pojavlja ritem srčnega utripa, ki se stopnjuje, tako da tudi sami potem občutimo to nujo, da bi se pridružili. To so takšni majhni triki. Eden izmed najbolj odmevnih projektov lani je bil Full Fake. Tukaj smo združili moči z PINO, nevladno organizacijo, in z Oštrom in se skupaj prijavili na projekt Ministrstva za kulturo. Razvili smo interaktivno igro s kartami,
ki je namenjena otrokom, starejšim od 12 let, s pomočjo katerih lahko odkrivajo nekako svet dezinformacij in jih tudi opozarja, na kaj morajo biti pozorni, ko sami vrednotijo informacije. Del tega je tudi priročnik, kjer je vsaka dezinformacija predstavljena na njim prijazen način, tudi jezik je prilagojen. To so fotografije iz lanskoletnega Infoverzuma, ki dokazuje, da se ob igrah s kartami ne zabavajo samo otroci, ampak tudi odrasli. Zdaj, igra je zelo enostavna, otrokom je ponavadi že dobro poznana, ker poteka preko kot enka, oziroma karte Uno. Za tiste, ki pa ne poznajo, pa se res navodila naučijo v 2 minutah, tako da s tem ne boste izgubljali časa. Zanimanje za karte je res preseglo naša pričakovanja, zato smo se dogovorili tudi za ponatis, da bi res vse institucije, ki so karte naročile, do njih tudi brezplačno prišle. Odzvalo se je 25 splošnih knjižnic, pa univerzitetne knjižnice, šolske knjižnice, tako da res zanimanje je veliko, kar po svoje kaže tudi na pomanjkanje tovrstnih materialov. In tukaj si bomo prizadevali tudi vnaprej, da pač pridemo do nekih novih orodij. Zdaj vemo, poučevanje ne poteka ne več po tem klasičnem načinu, predavanje, jaz govorim, vi sedite, ste tiho, od tega ponavadi vsaj mladi kaj dosti ne odnesejo. Tako da takšni načini so kar uspešni. Tukaj lahko vidimo izrezke iz priročnika, kjer je prikazano, kako je vsaka dezinformacija tudi v priročniku obrazložena. Razdeljeni so v 4 sklope, in sicer slavni, potem imamo stereotipi in predsodki, znanost in tehnologija in pa okolje. Vse dezinformacije izhajajo iz realnega življenja, črpali smo jih iz Oštra in podobnih institucij. Zdaj, probali smo se izogniti kakšnim političnim temam ali pa, ne vem, kakšnim hudim okoljskim, ki bi bile mogoče srednješolcem ne tako zelo zanimive in bi se z njimi težje povezali. Naredili smo tudi ogromno bibliopedagoških ur na osnovnih šolah in srednjih šolah in moram reči, da se mladi zelo radi pogovarjajo o medijski pismenosti, ogromno tudi vedo, so zelo digitalno spretni, kritično vrednotenje informacij pa, kot pri nas odraslih, ne se vedno da izboljšati. No, na koncu, dajmo še malo pogledati, kaj smo si zadali za leto 2025-2026. Še naprej se bomo povezovali in sodelovali v projektih. Trenutno pričakujemo rezultate projekta Ministrstva za kulturo, kamor smo prijavili Full Fake 2, ki bi pa bil nekako prilagojen starejši publiki. Drugi projekt, kamor smo se prijavili, je Creative Europe. Tukaj bi združili moči s Public Libraries, Pino in Gongom. To je v bistvu kot Oštro, ampak za hrvaško državo. V bistvu izid oziroma produkt Creative Europe pa bi bile delavnice za knjižničarje na področju medijske pismenosti, ki bi se pa izvajale s pomočjo filozofske fakultete in fakultete za družbene vede. Tako da bi nas nekako usposobili res strokovnjaki. Še naprej bomo usposabljali in izobraževali knjižničarje na področju medijske pismenosti. Kot sem omenila, bo tokrat posvet potekal ciklično, preko spleta. Začnemo že naslednji teden, 27. marca, ko boste lahko prisluhnili dr. Bernardu Nežmahu, ki bo predaval o tem, kako mediji vplivajo na našo percepcijo realnosti. Načrtujemo tudi kvalitativno raziskavo o potrebah in izzivih mladinskih knjižničarjev pri vključevanju medijske pismenosti. Naredili bomo polstrukturirane intervjuje, ker želimo pridobiti res informacije vaše, s čim se soočate, kakšne so ovire, kakšne podpore si želite in na ta način bomo mi dobili ene rezultate ali podatke, s pomočjo katerih bomo lahko še bolj učinkovito oblikovali naš program. Zdaj me zanima, če mogoče imate kakšno vprašanje, preden pridem k zaključku. Ne še? Okej. No tako, najlepša hvala, da ste mi prisluhnili. Upam, da ste v moji predstavitvi prepoznali določene elemente, ki jih lahko uporabite pri svojem delu. Sicer sem vam pa vedno na voljo na e-naslovu in vas res prosim, da mi pošljete
vaše pričakovanja, vaše potrebe, mogoče tudi želje glede izobraževanj in res se bomo potrudili, da jih izpolnimo v največji meri. Hvala.